Pravkar smo si ogledali LP film Buldožer, pljuni istini v oči. Tukaj v okviru festivala rock'n'roll filma 2017, ki je potekal v okviru festivala No Border Jam 2017. In imamo tukaj Igorja Bašina Bigorja, soscenarista filma, si zapisan. Ja. Rad bi te vprašal, kakšna je bila dejansko tvoja vloga pri izvedbi filma? Glede na to, da gre za neke vrste zamišljen serial, glasba je časovna umetnost, katerega neke vrste pobudnik in idejni vodja sem jaz. Se pravi, prvi del smo delali Pankrte Dolgcajt, zdaj je tukaj Ljub pljun istini v oči od Buldožerjev. Moja vloga je tukaj neka vrste pobuda, po drugi strani pa človek, ki sem si zamislil pač ta neke vrste format te naše serije. Namreč treba je povedati, da to ni serija filmov o bendih, ampak je serija o ploščah. In tukaj je ta moja vloga, da pravzaprav jaz kot neke vrste, ne vem, človek, ki sem neke vrste, glasbeni kritik, novinar, publicist, ne vem, kako naj si rečem, pač to nadgrajujem s takimi zadevami, kot je pač film. In se mi zdi fajn, da se pač ene določene plošče, neki določeni fenomeni nekih časov pravzaprav otisnejo tudi na film. Sploh pa recimo v primeru Buldožer, pljun istini v oči, pač to, da Buldožer nimajo nikoli, do zdaj vsaj niso doživeli nekega bolj zaokroženega pogleda na svoje delovanje. Mi smo si povzeli pač njihovo Pljuni istini v oči, ploščo kot tako, in da pa povemo, kako je do te plošče prišlo. S tem smo pa tudi posegli pravzaprav njihove začetke, kaj se je dogajalo tista prva leta. Za 2018 mislim, da je tudi še naslednji film planiran v serialu? Ja, ravnokar smo v teku montaže tretjega dela, to bo pa o plošči, LP plošči, vinilki Laibachov iz leta 1985, ki je šla za Škuc Ropot, se pravi prvi plati Laibachov, prvi v nekem smislu na področju bivše Jugoslavije, zaradi tega, ker tle so par datumov se pokriva, tako da Laibach imajo par prvih plat, kot bi rekel Dejan Kens. Čiko iz Pekarne je prej imel dobro vprašanje, pa si bom sposodil, si kdaj dobil Buldožerje vse na kupu? Ne, pri snemanju nismo nikoli prišli vsi skupaj, bili smo pravzaprav, tudi snemanje je potekalo tako, da smo z vsakim posamezno snemali. Tisti, ki smo se pa dobivali, smo pa bili pravzaprav, sta bila samo Boris Belej in Borut Činč. Andrej Vedble je tako bolj ali manj v Mariboru, je sicer prišel v Ljubljano, za kar se mu še vedno zahvaljujemo. Štefana Ježa smo na nek način morali izkopati, zato ker pravzaprav ga ni nikjer tako bolj v javnem življenju in ga je težko najti, ampak smo ga našli zaradi tega, ker je dejaven tudi kot slikar in smo odkrili, da je nekoč par let nazaj v Medvodah imel neko razstavo. Marko Brecelj je bil pa Barko Brecelj, ne, pač Marko. Vprašal bi te, ali je začetna ideja filma, koliko je tukaj prišla do konca, ker film je zelo kreativno postavljen, dosti ilustracij, dosti animacije vmes. Kakšna je bila začetna vizija, kakšen je zaključen film? S filmom, kar se tiče Buldožerjev, je bil največji problem pravzaprav arhivski posnetki. Ker če dobro pogledamo film, ugotovimo, da film temelji na eni strani na fotografijah, na časopisnih izrezkih in dva ali trije arhivski posnetki, se pravi televizijski šoti, posnetki pač nastopa ali dua trio Buldožer ali pa Buldožerjev kot takšnih. In tukaj je nastal ključen problem ravno pri tem filmu, kje najti posnetke. Dejstvo je, da Buldožerji za časa svojega delovanja, govorim prav o tem obdobju recimo 75, 77, 78, so celo posneli par koncertov, enega recimo v studiu TV Ljubljana, celo ploščo Pljuni istini v oči so odigrali. Naj bi obstajal še en posnetek njihovega koncerta in potem tudi ta nastop, ki smo ga mi pravzaprav animirali, se pravi, je obstajal, je tudi posnet, ki je bil na podelitvi Zlatega M v Kinu Šiška leta 1976.
in odkrili smo, da pravzaprav teh posnetkov ni. Zdaj obstajajo različne verzije. Eno je, da se je te stvari izgubilo, eno, da se je izbrisalo, eno je, da so na nekih formatih, ki pravzaprav jih je težko odkopati, tukaj so v skladiščih, oziroma jih bi bilo verjetno tudi če bi jih odkopali, bi jih bilo težko pravzaprav sploh prenesti v sodoben nek medij, zaradi tega, ker predvajalnika tako imenovanega quadro formata trenutno, kakor vsaj jaz vem, ni. Ampak v glavnem tega kvadra formata nismo našli od buldožerjev in tukaj je nastal problem, kako pravzaprav zapolniti zdaj nek dokumentarc o nekem obdobju. In potem glede na to, da plošča sama, če vzamemo po eni strani, že sam, ko poslušamo, se pravi plošča se odvrti od začetka do konca, nam ponuja ogromno nekih inspirativnih momentov, ker plošča je res tak gledališki spektakel, če jo zelo dobro poslušamo, in to nam je bilo eden, zelo tak, kako bi se reklo, da nas je še bolj vrglo na finto, da postajamo še bolj buldožerski. Po drugi strani, ko pa vzamemo samo vitek plošče, vidimo, da je pravzaprav plošča polna jokov, je fascinanten ovitek, sploh za današnje čase, ko pravzaprav pozabljamo, da je ovitek sestavni del neke plošče, in tukaj smo tudi mi pobrali ves ta inspirativni naboj, kar konec koncev se vleče skozi celo ploščo. Večina stvari, ki je prebrana strani TV voditeljice, je pravzaprav prebrana s plošče. No, in potem kaj zdaj narediti, in ko smo gledali ta ovitek, ko smo videli in te štose in te zadeve, ki so se jih oni šli na tem ovitku, se nam je čisto porodila preprosta ideja, animacija, ne? In potem je stvar bila spočeta na tak način, da smo pač koga bi zdaj vzeli, in na koncu, kar meni zelo, zelo bilo v veselje, smo prišli do Martina Ramoveša. Zakaj mi je bilo toliko veselje? Preprosto zaradi tega, ker smo povlekli ven nekega mlajšega avtorja in ki je pravzaprav lahko izživel neke svoje ideje, ki jih je pa kot fan buldožerjev lahko vrgel na papir oziroma potem skupaj z ekipo Invide tudi na drugi način animiral. Z Martinom Ramovšem smo tudi mi sodelovali, zdaj smo jim prvi plošček. Tudi na samem No Border Jamu je Martin kantavtorsko nastopil, se pravi brez benda, 2 leti nazaj, 3 leta nazaj. Pa tudi ti imaš neke spomine na stare No Border Jame? Ja, imam, ja. Mogoče, Ne vem, če kdaj, ali je bila ura 3 ali je bila ura 4 zjutraj, ko smo 4 pravi deci igrali na No Border Jamu, ja. To imam neke spomine, da smo čakali, kdaj bomo prišli na vrsto. Mislim pa, da ne vem, zdaj pa ne moram se spomniti, je bilo to leto 2000 ali je bilo to 99, 2001, nekaj v tem obdobju moralo biti. Ja, hvala Bogu, da No Border Jam še vedno obstaja in da deluje naprej po postavljenih tirih in smernicah in da se ne pravzaprav ukloni vsem bizarnostim in neumnostim, ki nas obkrožajo v današnjem času, in konec koncu, tako bom rekel, dostikrat vse stvari, sploh danes, se probajo oceniti skozi število obiskovalcev. Tisti, ki odločajo in ki gledajo potem, kako je bilo število obiskovalcev, verjetno se v tem zelo, zelo motijo. Verjetno je treba gledati čisto nekaj drugega. So se pa časi definitivno spremenili, ampak nikoli ne pozabimo, da se ciklusi odvijajo. In slej ko prej bo spet en tak ciklus prišel, ko se bo kakšna stvar toliko premaknila, da bo tudi kaj tisto, ko bo tista množica, oziroma ko bo tista množica pomenila kaj veliko več kot samo, da se je nek koncert, festival zgodil, ampak da se nekaj kuha. Super, hvala lepa, Bigor. Vabljen si še na večerni glasbeni program, drugače pa mislim, da smo zaključili. Hvala tebi in